Takole, evo, prva gostja je že povedala, zdaj bomo pa malo zadihala, ne, imamo še 10 minut, ne, do drugega gosta, ne. Tako da, kako ste? Odlično, super, odlično, evo. Tako da dobro smo začeli, a ne, ta naš krasen dan, prebujeno srce Slovenije v živo. Takole, bomo dali tole naprej. Takole. Ok, bomo malo zadihala, prav. Naredimo zdaj malček enih takih kratkih dihalnih vaj, da se malo energija zdaj zamenja, da se malo prevetrimo, a ne. Tako da se kar lepo podobno namestite. Pa bomo naredili ene take čist preproste, bomo naredili tako globok vdih, ne čist, potem bomo še malo vdihali in potem počasen dolg izdih, s to, da malo aktiviramo parasimpatični živčni sistem, a ne, da se malo umirimo, da se vse to, kar smo zdaj od krasne Metke slišali, ne, usidra, da malo ponotranimo vsa ta znanja, vso to lepo poezijo. Tako da evo, kar gremo, 3, 4, vdih. Zadržimo. Še malo vdihnemo. In dolg počasen izdih. Lahko čez usta. In čutimo, kako se res umirjamo, sproščamo. Kako morda kakšna napetost, če še kje v telesu, enostavno zapušča vsa naša telesa. In gremo ponovno v navdih, torej vdihnemo, tako ne čisto, ampak normalno. Še malo vdihnemo. In globok, dolg izdih. In čim bolj počas. Okay. In bomo še enkrat naredili. Torej en vdih. In še malo vdihnemo. In dolg počasen izdih. Se malček umirimo, samo malček v sebi, samo začutimo svoje srce. Se res odpremo. Da se ponotranji vse to, kar smo slišali o tako pomembni tematiki, epigenetike, nevroznanosti. Vse te čudovite poezije, kar nam je Metka predala, da ponotranjimo, da bomo nesli to s seboj. Res, da bomo poglobili zavedanje, kako smo v resnici močni, neskončni, res božansko popolni. Kako je v nas ta moč in ta sposobnost, da se lahko v resnici ozdravimo tudi na najglobjih ravneh, da dopustimo telesu, da sproži te samozdravilne sposobnosti, da mu enostavno dovolimo, da ga ne zaviramo ali oviramo. Samo res začutimo sedaj, kako se naše telo zdravi samo, ko mu to dovolimo, z jasno namero in izbiro. Kar bo potem tudi prihodnji, naslednji gost, Boris Svene, ki prihaja, povedal na svojem lastnem primeru, kako je v bistvu doživel težke bolezni in potem tudi ozdravitev. Se že pripravimo na to vibracijo, ki prihaja na oder. Če vas bo mrazilo, bo Boris povedal, tako da povabimo na oder našega naslednjega gosta, Borisa Veneta. Evo, kar izvoli. Super, da imaš timer, ja, da ne boš predolg.
cirka 45. Mogoče še minuto manj, da bo še kakšno vprašanje lahko, ne? Tako da jaz bom malo o Borisu povedal, saj večina ga že verjetno pozna, ampak vendarle, ne? Mogoče pa nekdo še ne. Torej, Boris, ja, boš se odfeclal malo. Super. Torej, Boris Svene je znan po svojih številnih knjižnih uspešnicah, predavanjih, delavnicah, TV oddajah, člankih, intervjujih. Sanjsko življenje bi rekli, vendar temu ni ravno tako. V življenju je prestal veliko kriz, tudi tisto, ko mu je kirurg ob hudi bolezni rekel, da mu je morda preostalo le še pol leta življenja. Ni se vdal. Danes, 20 let pozneje, je bolj živ in zdrav kot kdajkoli prej. Vendar življenja in zdravja ne pojmuje le na telesni ravni, temveč dosti širše. Posledično je nastala tudi knjižna uspešnica Zdravje je v nas, ki je že tudi prevedena v angleški jezik. Tokrat nam bo Boris s pomočjo svojih več desetletnih preizkušenj razkril najnovejša spoznanja, ki jih je poimenoval, kako v času največjih sprememb manifestirati vsestransko obilje. Boris nas že dolgo opozarja, obstaja mnogo obljub, kako si izboljšati počutje ter doživljati življenje bolj radostno. Domala vse se nanašajo na spreminjanje okoliščin ali na sproščanju nakopičene napetosti. Prvi način ne deluje, ker je pogojen s točno določenim razvojem dogodkov oziroma s pričakovanji. Če se situacija ne odvija tako, kot smo si zamislili, smo nesrečni. Drugi način nam pomaga, da se trenutno sprostimo in izboljšamo počutje. Sem sodijo razne tehnike osebne rasti, ukvarjanje s športom, nakupi, potovanje, izobraževanje in podobno. Ob izvajanju tovrstnih dejavnosti smo boljše volje, a to ne traja prav dolgo. Ko se življenje vrne v utečene smernice oziroma dnevne obveznosti, zelo kmalu zapademo v prejšnje stanje. Resnični napredek se lahko zgodi šele, ko se obrnemo vase ter odpravimo vzroke. Ti navadno tečijo v nezavednih vzorcih oziroma v izoblikovanih prepričanjih ter specifičnem dojemanju sebe, drugih ljudi in okolja nasploh. Za srečo pa vsak nosi v sebi izjemno orodje, s pomočjo katerega lahko zelo hitro izboljša svoje počutje ter dolgoročno zaživi v večji radosti in izpolnjenosti. To je v koherenci s srcem. K sreči živimo v času, ko se nam dostopne starodavne modrosti najnovejša znanstvena dognanja. Posledično spoznavamo, da smo ljudje brezmejna zavest na kratkem postanku na planetu Zemlja, bogini Gaji Sofiji, kot rad Boris reče, ki si lahko manifestira torej življenje v vsestranskem obilju. Dodaja še, nobeden od udeležencev dogodka na moje najnovejše razkritje spoznanja v praksi ne bo prišel po naključju ali po pomoti. Temveč zato, ker je dozorel oziroma dozorela, da gre na povsem nov nivo zavedanja in posledično manifestacije. Včasih so temu rekli, zgodi se, ko napoči pravi oklepaju čas. Danes pa vemo, da vse obilje na nas že čaka. Le dozoreti moramo. Ali, če kar povzamem znanstveno odkritje kvantne fizike, nevroznanosti in epigenetike, pravi Boris, v kvantnem prostoru je neskončno možnosti. Od naše stopnje zavedanja je odvisno, s katero se uglasimo. Je to radost in navdih ali morda bolečina in trpljenje? Izbira je naša. Voda, Boris, izvoli na tale rumeni stol. Kako si? Hvala, odlično, navdihnen. Ja, okej. Deva zaradi kamere, okej. Itak vas stalo, ne? Moj oče, evo, skrbi, pa luč mojster, da je drago. Hvala za ljubečo skrb, da bo na kameri dobro izgledal. Ja, okej. Kako si sva ostala, ne? Ja, fajn, hvala. V bistvu zelo sem navdihnen. Vedno sem rad rekel, kako prepoznaš velikega človeka. Na ta način, ko je res velik naredil, ampak je pa potem zelo skromen. In za tako govornico, tako znanstvenico, tako srčno osebo, ki je Metka,
je kar velik zalogaj, pa istočasno velika podpora, ker vsi smo med seboj povezani in naključij ni. Ne? Ja, definitivno. Torej, pred nekaj dnevi sva skupaj predavala. Ne? Navdušil si me, ko si skozi svoje življenjske preizkušnje v praksi prikazal in dokazal proces manifestacije, ne? Ki jih v bistvu učijo tudi starodavna znanja, danes seveda dokazuje moderna znanost. Ne? In seveda ljudje se učimo na podlagi življenjskih zgodb, preizkušenj, zato sem te prosil, če za to prebujeno občinstvo, ki je nocoj prišlo, zadnjič izvedel predavanje recimo za poslovni krog, lahko vse skupaj v sliki, besedi, vibraciji v bistvu še bolj poglobljeno razložiš. V tujini si ravno iz navedenega dobil nadimek oziroma vzdevek The Shiver Man, torej človek, ob katerem te mrzi. Lahko mogoče najprej začneva kar s tem. Ja, ki je prva knjiga izšla, se pravi, to je bilo leta 1997, iz Dnevnika milijonarja ali bogatstva v nas, je kmalu po izdaji knjige prišel do nas na predavanje en gospod z družino, lutkovno gledališče so imeli, pa je v bistvu, ko me je poslušal, je rekel, jaz se pa vse ježim. Je rekel, veste mogoče, kaj to pomeni? Pa sem rekel, ne vem, ste navdihnjeni, lahko karkoli, ne? Pa je potem on razložil, veš, včasih so mislili, še ni bilo tega modernega znanja, da so glasilke povezane direktno s skeletom. Pač, ko pride določena vibracija, zavibrira, potem pač se sliši določen zvok in to je to. Potem je pa moderna znanost dokazala, da v bistvu so glasilke povezane direktno s srcem, kar pomeni, to je embriologija, naveko razvoja zarodka, kar pomeni, da če me sedaj poslušate in vas zmrzi, to pomeni, da ste me slišali s srcem. Če jaz govorim in me mrzi, to pomeni, kaj? Da ti govoriš s srcem. Da govorim s srcem. In Metka je prej rekla, da je dejana meditacija, da so solze prišle, se obrne k meni, prav, joj, kar jokam, ne? Pogleda mene, jaz sicer nisem jokal, ne? Čeprav robčki so pripravljeni, če še bom, ne? Ja. In potem, ko je Dejan tako tenkočutno prebral njene pesmi, so mi vršle solze v oči, oziroma so mi tekle, ker zdaj me zopet mrzi, poljubiti, brez da se dotakneš ustnic. Wow. Dotakniti, zdaj me mrzi na polno, mogoče še koga. Si zmrazeni, moram pol kaj žurati, pa ne, da nas ne vzebali. No in v bistvu, če gremo naprej na zgodbo, in ko sem predaval za te fante od The Secret, sem v bistvu, verjetno poznate od The Secret, ne, to zgodbo, ta film in knjigo, ne. Bili smo na privatni barki, če temu tako rečem, po Jadranskem zalivu, Dalmaciji, in potem, ko sem govoril, mi je John Assaraf rekel, ga tudi verjetno poznate, rekel, oh, you're the Shiver Man. Ker ga je vsem razil, potem je to še njegova žena, Marija, potrdila in rekla, mene je tudi posla še sinova, ki sta bila še mlada, okoli 20 let. No in takrat se je potem to, kar si vodoma omenil, se je potem razširil širše. Tako da, jaz vam za vas sem presenečen, oziroma dva, in sicer tisti, ki bo, ali pa oziroma tiste, ker ženske ste večinoma tukaj, ne, ki boste sodelovali v današnjem razgovoru, ker, kot sem na začetku rekel, vsi smo povezani in če vas bo karkoli, kdajkoli zmrzil, dvignite prosim roko. To ne pomeni vprašanje, da bi Alex stekel z mikrofonom, ampak da vas mrzi. Če vas bo fejs mrzil, Dve roke. Dve roki. In tistega, ki bom opazil, imam pripravljena dve unikatni darili, bomo obdarili že takoj. Lepo. Presenečen tudi za tebe, ne? Super. Vse veš, da radi dajemo darila. Odlično. Tlele imamo slikce neznajne vdaje, pa z kakšnega predavanja smo dali za tvoj slajd. Okay. Odlično. Torej, mogoče poveš na kratko, no, tisto svojo zgodbo, ne? Težava
v bistvu vse, kar se je dogajalo, ne, recimo, ne, kako zdaj v bistvu iti v ta proces action, ne, powerful affirmation, odločitev, akcija, ne, in ta milost vesolja, ko vidiš probleme, ne vidiš tudi rešitev, na vidiku rešitev. Ja, mogoče dava kar PowerPoint, ne? Ok, deva. Deva. Takole. Takole, koliko jih imamo narejenih, to pa še ni bilo tako. Evo ga. Takole, zdaj pa damo še celo zaslonsko. Evo ga, izvoli. Zdaj mogoče najbolje, kar ostanem. Lahko. Ja, osnovno vprašanje je, kako v času največjih sprememb manifestirati vse stransko obilje. Ne? Pri tem je Metka bila super iztočnica, kar je znanost sedaj dokazala, ne samo da govori, kako deluje sploh naši možgani in kako koherenca. In sicer možgani so namera. Tudi Dajni danes uvodoma rekel, dajte si namero, kaj želite odvršiti, kaj želite novega v življenju. Se pravi, tukaj sem zraven dal angleške besede, ker vse, kar je povzeto iz starodavnih znanj in najmodernejših znanstvenih odkritij. In v bistvu na Dajnovo željo sem skozi svojo zgodbo in to, kar je Metka govorila, nekje dokazal, prikazal, katere so te res prave zakonitosti, ki delujejo. Torej, je namera, srce je pa, nagradno vprašanje, je pa predaja. Če damo v angleščini kasneje, je surrender. To pomeni, ko mi damo namero, se pravi, ima neskončno moč. Jaz že zadnjih 30 let govorim, da lahko zgradi nov planet v vesolju, tako moč ima. Ampak, ko imamo mi moč in ko imamo jasno zastavljeno vizijo, kaj želimo doseči, kaj se potem zgodi? Zgodi se, da potem gremo počasi veliko kar gremo čez mejo. To je ravno tako, kot recimo, če bi zdrsnili z ledene ceste z avtom v jarek in potem bi prosili prijatelja ali kdorkoli, če nam potisne avto nazaj na cesto in mi bi z isto silo bi ta avto potiskali, kam bi naredili, potisnili bi ga na drugo stran. Torej, ko imamo mi, se pravi to je elektrovalovanje. Ne Metka, me kar popravi, če je kaj tažga. Ne še. Znanstveniki pravijo, da je elektro je srce je pa magnetno in potem postane elektromagnetno valovanje. Ne? Pa je imela debato kasneje. Torej, se bo ta zmenila. The law of attraction, ko je bilo zelo znano, ne, zakon privlačnosti, pač mi, ko nekaj mislimo, pač privlačimo, v bistvu je res in ni res. V bistvu ta zakon privlačnosti je podzavestno, na podzavestni ravni. In ko imamo mi usklajeno brain and heart coherence, se pravi, da je v koherenci s srcem, ker sem rekel, je namen, namera, dočim srce je pa predaja in ko sta nekje v ravnotežju, potem imamo mi to elektromagnetno polje okrog sebe in v bistvu mi, glede na to, kar smo, privlačimo. Se pravi, s tem elektromagnetnim nabojem. In tisti ljudje, ki imajo mečkam bolj, recimo, usklajeno to elektromagnetno valovanje, se pravi, imajo tako rekoč nekaj širšo auro. In recimo spomnim se, ko smo v zadnjič snemali na televiziji, pa je pač na oddajo, pa je prišel še Werner kot gost za 5 minut v oddajo in je tudi Martina, voditeljica, ki je rekla, wow, ko si ti prišel v ta prostor, kar napolnili se vse skupaj. Ne? To je to, ta elektromagnetno valovanje. Ne? Odlično. Torej, imaš izziv, imaš težavo in seveda na vidiku je tudi rešitev. Če to vidiš, seveda. Ne? Mogoče greva zdaj na teh 5 razvojnih stopenj, po katerih se življenje odvija. Torej, da iz prve stopnje, ko si žrtev pred pražnik, prideš na drugo, mogoče kako si ti šel čez te procese, torej, ko zajameš svojo notranjo moč in življenje usmeriš v jasen cilj. Je bila to tvoja odločitev oziroma kako je to povezano tudi z afirmacijami? Mogoče lahko malo razložimo. Ja, kar se afirmacije tiče, tukaj je zelo veliko govora, kako si moramo mi v bistvu ves čas ponavljati določene besede. Znani so primeri, ko recimo nekdo da na hladilnik eno idealno postavo, sama ali pa sama,
30 kg preveč in potem prihaja pred hladilnik in si govori vsak dan, vidka sem. No, zadnje znanstvene študije so dokazale, da je to izredno škodljivo. Ne? Tako da jaz sem imel skozi prakso, ker bom prikazal malo drugačne afirmacije. Se pravi, jaz za afirmacije pravim bolj, da so reminder, se pravi, nekaj, kar en opomnik, ampak osnova je, da ti v to verjameš. Se pravi, Thomas Keller je najbolj znanih ezoterikov, ki ga izjemno cenim, v 2006 je šel na drug nivo, je v bistvu tako rekel, ni bilo učenca v osnovni šoli, ki bi 4krat padel, kot sem jaz. In potem je učiteljica rekla, veš, daj uporabljaj afirmacijo. In potem je rekla, ponavljaj si, odličen sem. In prav sem jo bogal, pa sem res začel ponavljati. In nekaj časa je to deloval, do naslednjič, prav. Potem sem pa pogruntal, da to mi dela več škode, pa koristi, kako sem odličen, če sem 4krat padel v osnovni šoli. Ne? In potem sem pa pogruntal, da tisto, kar pa res deluje pri meni, je pa to, zdaj me skozi mrzi, sam tok za informacijo, še koga? Ok, prosim, sodelujte, rokice gor. In potem pravi, kar je pa res deloval, je pa deloval to, da, ker sem bil odločen karakter in sem si rekel, karkoli se jaz odločim v življenju, da naredim, to tudi naredim. In danes je eden največjih ezoterikov za mene, ker je bil učenec Paul Solomona, v tem ni imel časa govoriti, in je v bistvu zaznamoval moje življenje, nešteto življenje, ker midva z Nikom sva tudi o teh njegovih ezoteričnih spoznanjih pisala, tako da je šlo to po celem svetu. Tako da recimo hočem samo povedati, kaj v bistvu en človek lahko naredi in ne podcenjevati to, kar je recimo tudi Metka prej razložila. Recimo jaz sem bil navdahnjen Metka, ko si povedala, prva sem to delala, pa tako skromen. Recimo, če bi bilo to v Ameriki, bi videl tukaj nekoga na odru, bi se šel piru in skakal 2 metra, bi levitiral na tem, ona pa tako skromna. Pač sem bila prva, ne. Tako da, zdaj me mrazi po glavi povsod, na tvojo velikostjo. Tako da, dajmo na aplav še za Metko, prosim, no. Res. Res, Metka me je navdihnila, da gremo mečkam zdaj še v drugih smereh, ker je to globok že zastavljal vse te stvari. Ok, kako je bilo to? Vision of the future, se pravi vizija prihodnosti. Tisti, ki spremljate dr. Dispenzo, to ima vedno v meditacijah in vedno vpraša, what is your vision of the future instead memories of the past? Kakšna je tvoja vizija prihodnosti namesto tvoje preteklosti oziroma spominov preteklosti? Ker prav mi, ko ostanemo, takoj začnemo že misliti, kaj moramo narediti, kaj je to, prav smo že v preteklosti, kje pa je sedanjost? Tako da, no, torej, za Dejana danes do 1 ponoči sem to sestavljal par minut prej, ker si izrazil željo in sem mu tudi napisal tam okrog 20 do 1, se je kot imam pa res sva povezana, res te imam rad, ker to pa ne vem, če bi za koga drugega to naredil, pa za tvoje občinstvo. Hvala. Ok. Tako da prvič bom razodel svojo osebno zgodbo in vse te znanstvene, vse epigenetike, o kateri je tako super Metka povedala, sicer znanstveno, ne, ker tako je rekla, both the genes, not geni, se pravi, geni so samo 3 do 5%, 90% je pa okolje, ampak o tem je že Dejan vam govoril, tako da se jaz tega ne bi dotikal. Ne. Se pravi, gremo kar na mojo, malo tako intimno. No, rodil sem se moram reči, da to materializacijo še ne obvladam, kar se frizure tiče, ne? Blond fantek. Na Jesenicah sem se rodil v revni družini delavskih staršev, živeli smo v blokih, tukaj je ena taka motna slika teh blokov in tukaj seveda to, kar je že Metka govorila, kar mi je zadnjih 15 let spremenil življenje, ko sem spoznal epigenetiko, tudi dr. Brusa Liptona so osebno spoznala, bila z njemu na kosilu, nam je povedal res take globoke zadeve. In sicer, kako mi lahko postanemo nov človek s tem, ko začnemo na nov misliti. To mi je bilo fascinantno, ampak jaz seveda kot mlad poba tega nisem vedel. Ne? Jaz sem pač takrat samo vedel, mogoče ne vem, kaj hočem, zagotovo pa vem, česa nočem. Nočem biti reven. Nočem biti neizobražen, nočem biti nekomunikativen. Se pravi, moj oče imel talent, da se hiter z vsakmu tako. On bi v bistvu se šel z Metko kregati na njenih znanstvenih področjih in bi on probal boljš vedeti. Ne. Tako da potem ni imel pač fajnih komunikacij, ne, niti naša družina. Ne. Ok, se pravi, moja vizija, sem zdaj jasno povedal,
mogoče ne vem, kaj hočem, zagotovo vem, česa nočem. Ne? In kaj se je zgodilo potem? Poglejte tole fotko, poglejte tega fanta, čupasga, poglejte Bruce Leeja, poglejte Arnolda Schwarzeneggera. Ko smo se preselili z Jesenic, moj oče, 100% invalid, je še vedno naredil za svojo pokojnino in pa z mamično plačo kuharce v mestni bolnici Jesenice še vedno naredil hišo. In kar je bilo fascinantno, no, tukaj pri mojemu detku se tudi vidi, da je vse to staro. In takrat v tistem, ko smo se preselili v Žirovnico, sem iz Vrbe, oziroma živim pri Šernovi Vrbi, ne, takrat sem bil takoj, ko sem bil vas bel, tako vidite, da sem bil, ne, sem bil takoj tarča močnejših sošolcev, kmetje, v glavnem tam vse področje kmetov in sem bil vsak dan tepan. In tudi takrat je potem uveljal Vision of the Future, ne želim biti več tepan. Ne želim. Še enkrat, ta tretjič. Mogoče ne vem, kaj hočem, zagotovo vem, česa nočem. Nočem biti več tepan. In potem, kar se pa tiče življenja, to je zelo pomembno. Življenje ima veliko milost. Na eni strani to, kar je Dejan že vodoma lepo rekel, imaš problem, na drugi strani imaš pa rešitev. In to je v bistvu darilo, ne kazen. Recimo za raka velikrat rečem, pravijo, ste ga premagal. Ne, nisem ga premagal. Jaz mojega velikega učitelja ne premagam. On mi je prišel naučiti, ne da mi ni prišel ubiti, ampak mi je prišel naučiti, da me je strah. In strah je tisti, ki ubija. Tle smo se tudi malo hvala, tle smo se z Liptona malo sporekla, ne, tako. Sem rekel, ne, ni, stres je posledica, ampak ni pa vzrok. Vzrok je strah. Ok, se pa se strinjal. No, v glavnem, takrat seveda še nič nisem vedel vsem temu, kar je že Metka lepo povedala, kako narediš nove nevronske povezave, lahko kako postaneš nov človek. Ok, gremo dalje. To je bil moj fitness center. Se pravi, stara hiša, vidite okna, tukaj je bilo trenutno pri tej fotki bilo okrog 26-27 stopinj minusa. In jaz nisem bil toliko razbacan, ampak da je bil polover sem imel, ne, ki ga je moja mami napletla. Ne. In sem se odločil, ok, Vision of the Future sem imel, ampak kaj ti pomaga vizija, če nimaš konkretne akcije, aktivnosti, ne? Se pravi, da imaš res močno afirmacijo in odločaš se, ne? Tako da en velikrat reče od ločitev. Ne? Ločiti se od starega. Ne? Tako je. In kaj je bila moja afirmacija? Moja afirmacija je bila vsaka vaja, vsak trening je bila moja afirmacija, ker sem imel jasno vizijo. Vizijo sem imel, da bom v bistvu spoznal Arnolda Schwarzeneggera, da bom mojster karateja, da me ne bodo več tepali. In ko me mrzi, po nogah. Verjemite, kaj se je zgodilo? V roku 1 leta, 2 let nisem bil več tepan, nasprotno. Tisti sošolci, ki so me tepali, ker sem se hitro naredil, ker sem imel kaj? Močno motivacijo. Nočem biti več tepan. Okay? In potem so prihajali k meni, so rekli, wow, kakšen si rata, pa zraven so si mislili, upam, da si pozabil, ko smo te tepali, ker zdaj vem, da me z levo roko poješ. Ne? In potem so hodili k meni, ker sem bil pa vedno pacifist, nikoli nisem benga udaril, pač na treningih smo se sklofali, ne, ampak tako uživo pa ne, nimam primera. V glavnem, in takrat v bistvu so potem hodili k meni in takrat se je življenje začelo spreminjati. Se pravi, akcija, če imaš ti vizijo, super. Zdaj je jasno, da cilji niso več tisto, ne, ker tudi Google si ne postavlja več ciljev, ker se vse tako hitro razvija, da cilji niso več pomembni. Okay. No in tukaj je že ena fotka na morju iz tistega fanta. Jaz sem tako, če ste porajali slikico nazaj, jaz sem bil v ramenih, sem imel šalo, da sem bil v ramenih tako ozek, da če daš padel, sploh moker nisem bil. Ne. Tle sem bil nekaj čez 10 let star. Ne. Okay. Tle pa že mečkan, bi pa že bil moker, ne. Sploh pa čez na morju. Ne. Okay. Potem so se začela počasi tudi tekmovanja, taka, bolj lokalna. In sicer, ker morate vedeti, takrat bodybuildinga nihče ni poznal, ko smo mi to začeli. Mi smo orali ledino, sicer pa moje življenje je vedno oranje ledine. Ne? Okay. Zdaj pa tisto, kar si me vprašal, da je oprosti mali trajal. Ja. Prva stopnja in na osnovi mojega življenja s vaznikom v knjigi starodavnih znanj sva razkrila v bistvu, kako življenje sploh poteka. In poteka po 5 razvojnih stopnjah, o katerih danes ne bomo, ampak na hitro. Prva je žrtev, druga, se pravi,
ko si žrtev, ko si predpražni, ko si brišejo drugi noge ob tebi in tako naprej in delaš dobra dela, pa nihče ne opazi, pa ješ zdravo hrano, pa si skozi bolan in tako naprej in tako naprej. Se pravi, ne zajameš svoje notranje moči. Ne? Želiš ugajati drugim, bojiš se zavrnitve, bojiš se besedice, ne. Okay. Druga stopnja, ne. In sicer, ko vidiš, da sosed je mal barabon, ima dosti denarja, ima lepo ženo, zdaj govorim moški stereotip, ne, in potovanje in vse mu klapa, pa še tako mal je niglih najbolj pošten, ne. In potem človek reče, ok, zdaj pa jaz vidim, da tle je nekaj s tem, kar so mene učili v tej religiji, da moraš biti tak, nekaj naštima, ne. In potem človek reče tako, zdaj pa jaz tega dost. To vodilni psihiater reče, ne, Dejan. Ja. Nažalost moramo v enem odnosu dovolj trpeti, da nam prekipi, da udaramo po misli, pa rečemo, zdaj pa dost. Dost. Okay? In potem še vedno smo pri akciji. Hvala, tako lepo sodelujete. Daj jim prosim malo glej, no, kdo najbolj sodeluje, da mu boj podariva, no, ker zdaj sem si mikrofon čisto vzel. Bomo videli, ja, okay. Se to bilo pričakovati. Okay. Če v šabu kakšno vprašanje povej. Ok, še za na 3 ure, vela? Lahko, ja. Se ura teče. Pa jaz videl, če se ok povezali, pa bom še kaj globega vprašal. Ja, lej, si mi toliko vprašanj poslal, tako da... Mava za par strani, tako da, ampak... Ja, lej, si učljiv, constant never ending improvement, ne? Ok, gremo dalje, no, in potem gremo v drugo stopnjo in zajamemo svojo notranjo moč. In imamo jasen vizijo, jasno akcijo, jasen fokus in nekaj naredimo sebe. Tako sem jaz imel jasen fokus, nočem biti reven, nočem biti tepen. Ok, to je bilo moje. No, naprej, tretja stopnja, nam razlagali pač, no, in poglejmo tole slidko, pa poglejmo tega gospoda. To je bil ravno v Nemčiji, strici moj potem se je v bistvu, ga boste tudi kasneje videli, je v bistvu bil najmlajši državni prvak v atletik v Jugoslaviji, potem je bil mojster borilnih veščin, bil je tudi builder, on je začel v Sloveniji te zadeve, ne, med prvimi, ne, in on je bil tisti, ko so me pretepali, sem rekel, stric, prosim, lej, dosti imam tega, a bi ti mene treniral, ker me je imel neskončno rad, itak, da ja, in sva res ratala kolega in potem, ko je v bistvu na način mi bil sto nadomestni oče, no. In ko je potem šel v Nemčijo delati, ne, je potem tudi meni, takrat smo bili še v socializmu, me je povabil gor, da sem mu pomagal, priložnostna dela, ker že od 7 leta dalje služim denar, tudi kasneje povem, ne, ker pač starši mi ga niso mogli dati in mi je bilo zelo jasen, da mi starši ne morejo omogočati božjega načina življenja. Okay. No, seveda, še enkrat imam to fotko zaradi akcije. Treniral sem redno, motivacijo sem imel močno. Okay. Potem tretja točka, imejte velike sanje. Lejte, vsi nam ubijajo sanje. Komaj čakajo televizijo, pržgete, komaj čakajo, da vam ubijajo za sanje. Zdaj so spet ne vem kakšni virusi na pohodu, zdaj ne vem, kva so dogajali, zdaj ne vem, kakšni tarifni števci bodo, zdaj ne vem, kaj bo. Vsi mu električne avtomobile vozili, vsi so najbolj pametni, kako moramo mi živeti. Pa poglejmo njihova življenja, je pa v rasulu. Amerika, ki nas uči, kako smo živeti, so tik pred državljansko vojno. Tako da, ok. Hvala. Tako da, tako je Metka rekla, ja, pač jaz sem to prva začela. No, tako mi grede, ne, mi grede sem začela, pa če nekaj naredila. Drugače, zdaj, ko sem pri Metki, no, moram še reči, zraven Metke sedi še en zelo velik človek, jaz zelo cenim. Boris, ostaneš. Specialni gost, dodaten bo. To je specialni gost. Ja. Boris Smaljevec. In sicer, midva sva prijatelja že več kot 20 let, midva sva tista, ki sva rešila kar marsikatero podjetje v Sloveniji in on ima vrhunsko diagnostiko. Tisti, ki se verjetno še objavil, zdaj, ki si bil gošća, ne, v bistvu, tisti, ki ste, zdaj smo imeli life coaching z Dejanom pa z Borisom, on ima najbolj moderne naprave za diagnostiko, ne sem v zadnjih 30 letih bil, ne vem, na kakšnih diagnostikah po celem svetu in Boris je tisti, ki lahko rečem, da v Sloveniji ima en najboljših diagnostik, definitivno, največji strokovnjak, ampak kar je pomemben, on za vas, za danes bo to naredil za ston. Brezplačno. Za ston brezplačno. No, še nekaj. Kar pocukajte ga za rokav, svoje naprave ima, opremo ima, tako da... Se zmenite za termin. Tako je. Ok, gremo dalje. No, velike sanje. Se pravi, tukaj sem začel, da bi bil rad v bistvu kakor
To je zelo najpomembnejša zgodba, da bi rad Schwarzeneggerja spoznal. Nisem si pa želel biti toliko mišičast, ker meni je bolj važna ta tako atletska postava, ker atletko me je pač stric opeljal. Ok, Bruce Lee je bil že pokojen 72 leta, njega bom težko spoznal, ne? Razen če bom dosegel kakšen reinkarnacijski nivo, ampak kaj sem imel pa vizijo in zdaj ravno na Body Resetu je bil en poba 15 let, ki je rekel, top športnik, že tudi, ko jasno, takrat dvigne že čez 100 kg in tako naprej, je rekel, moja vizija je, da bi bil jaz pri 60 letih, 70 res čil in ja, moja vizija je bila ista. Se pravi, in zato sem dal kasnejšo fotko, da bom v bistvu pri 60-ih, da bom lahko špago naredil, da bom lahko mojster borilnih veščin in danes stojim pred vami, to sem. Se pravi, hvala, če ne bi san imel, če ne bi vizije imel, ja kako bi vedel, kaj hočem? No in seveda še ezoterika. Sem študiral že starodavna znanja, z Mojčko, mojo ženo, so bila prvi 97 leta v Indiji, kasneje je bil tudi sin najin v Indiji, ne boj se tiste fotke, ki si bil v Vibutijem, nisem dal gor, me pa Mikal, ne, ker vsi so ga že od majhnega klicali Aleksa Modrec, ne. Tako da, ok. In vizija je bila, da odkrijem ta višja znanja, ko sem preučeval te himalajske mojstre, kako so lahko šli goli v Himalajo, kako da so postali mojstri, so dobili 3 mokre odeje in so jih mogli z golim telesom posušiti, si ko jaz bi pa tudi to, ne. In to je bila tudi ena od vizij. In potem vidite, da tudi tole mi je rata, to je slika iz fotkica spred par let. Ok, passion, grem mečkam še nazaj, naslednja točka je passion. Če imaš na to temo kakšno vprašanje, passion. Strast, ja. Kako je v bistvu strast povezana s preizkušnjami, praviš, da je povezana, ne? Ja, zdaj pa veliko razodetje, ne. Mi si v življenju zastavimo eno vizijo in potem, kar mislimo, da smo malo potrudili ali pa da bo kar samo padal, ampak tako, ki je že Buda rekel, mi v življenju imamo vsi vsaj 77 problemov, ampak samo eden je pomemben. Tisti, ko mislimo, da bomo osebnostno rastli, brez da bomo imeli kakšen problem. Odpade. Ja, odpade. Ok. In jaz sem imel ena strast, ki me je naučila služiti denar. In to so motorji, motociklizem. Ne? In tukaj vidite GSX 1100, to je bil prvi v Sloveniji, pač, ja, tako sem rekel, sem ural ledino tudi tle na tem področju in seveda vidite potem nadaljevanje, ne? Težka nesreča v bolnici, diagnoza levo koleno bo trdo za cel življenje, desna noga bo hroma za cel življenje. To so bile diagnoze, ampak to bom skrajšal, sem prišel do doktora Dolenca in pač jaz nisem verjel. In ko sem rekel, da vsaka težava ima v sebi seme darila, nikoli jo ne bi spoznal. Moja Mojčko. 37 let sva že skupaj. Ko v Ameriki rečem, da je... Mrazi me. Ko v Ameriki rečem, da je prvi zakon za oba, sem ka vesoljc. Kva meni jasen. A sem jaz normalen. In kar lahko zagotovim, prav te dni sva si razlagali, ko sva si hvaležna drug za drugega. Ok. Tako da v tistem času, potem, če ne bi bilo te nesreče, jaz nje ne bi spoznal. Tako da velike znanstvenice tudi in pa seveda še astrologinje, evolutivne astrologinje. Tako da, evo, tle je ena fotka z teh let, pa tlele sem malo drugačen. Ok. Gremo naprej. Fotka, tlelek sem, pogledajte, kakšen sem bil, ampak se nisem dal. Pogledajte moje nokce, že na berglah. Čist suhcene, ne? Ampak se nisem dal, ne? Tudi motor sem si takoj kupil. So rekli, čak, z motorjem se skoraj ubil, zdaj pa spet motor kupil. In sem rekel, čak mal, a če grem čez prehod za 5 in avto povozil, nam koleč hodil, ali kva? In potem sem še dirkal in potem je še Aleks Vice državen prvak v motociklizmu, tako da, no, to je bila pa tista fotka 2 leti po nesreči. 2 leti. Hvala, ampak bi res poudaril, tukaj ni namen teh fotk, da bi hotel povedati, kva sem dober, ampak samo gremo skozi ta proces, ki ga vsi učijo, starodavna znanja, najnovejša, in sem skozi svoje življenje posortiral, če temu po domače rečem, kako to deluje. In se vam res splača, se na koncu bomo povzetek naredili to pač zapisati.
No, to je pa moj stric. To je bilo pa že tik pred tekmovanjem in nisem povedal, da Schwarzeneggeru sem 87, to je bilo 18 let sem bil star, preden sem šel na služenje vojaškega roka, sem v bistvu mu obljubil, da bom imel kolajno na državnem prvenstvu. Ampak vmes taka huda nesreča. Kakšna kolajna, pozabi. Ne, nisem pozabil. In tlele leta 1987 sem bil tretji na državnem prvenstvu bodybuildingu v Sloveniji. In takrat smo začeli sploh s temi stvarmi. Ne? In kar mi najbolj pomemben, bil sem v tej pozi, levo koleno ne bi imel trdo. Aj trdo. Ne? Tako da, verjemite strokovnjakom, da se motijo. Ne? Okay. Se pravi, never give up your dreams. Sem namerno angleščini dal, nikoli se ne odreči svojim sanj. Se pravi, ko sanje imaš, afirmacija, jaz sem imel afirmacijo, še enkrat ponavljam, vsako vajo, ki sem jo naredil, me je pripeljala više do cilja. Vsak udarc, ki sem ga naredil, me je pripeljal bližje svojemu cilju. Ok. Boš mogoče tle vprašanje, ker toliko smih poslov, da... Ogromno, ja. Ja. Kaj pa hvaležnost? Kako je pa tle hvaležnost povezana, če greva kar mogoče na naslednjo točko? Ne? Ok. Še mogoče to, še na sanje, ki sem jih imel v Sloveniji, smo potem odprli 90. leta prvi fitness center, en med prvih na Bledu in so pisali v slovenščini, nemščini in italijanščini v njemu. Ne? Se pravi, tudi to je bila ena vizija, da imel svoj fitness center. Okay. Tako je potem izgledal in takrat smo imeli že tudi prvo kartico, 90. leta, prvo plačilno kartico s popustom, ki še noben v Sloveniji ni slišal za to. Se pravi, Alpe Adria Actuel je bila Phantom Exclusive Club. Ne? Potem seveda so nas veliki povozili. Okay. Potem še ena taka luštna hišica, moj avto, tako da in potem, če so pri hvaležnosti. Ne? Zakaj je hvaležnost tako pomembna pri manifestaciji? To je fantastično vprašanje. Zdaj so znanstveno dognali, o tem je dr. Dispenza govoril, če ste hudo bolni, imate raka, ne vem, karkoli nekaj hudega, če v srcu, zdaj znanstveno je on rekel, da je to dokazano, jaz nisem šel izsledkov, pojemo verjamem besedo, je rekel, če 15-krat dnevno v srcu zares začutiš hvaležnost, boš ozdravel. Od česarkoli. Ampak res ne, jaz sem pa hvaležen, da ko sem ti hvaležen, fajn, super. V srcu, ampak ne v res umu. tisto, Ja. in to so zdaj znanstveno dokazali, 15-krat dnevno. Zato hvaležnost, v hvaležnosti bi lahko veliko govorila. Se pravi, po vseh preizkušnjah, kar me je čakal, recimo tukaj je bil še moment služenja vojaškega roka, mislim, si mi postavil tudi eno vprašanje, bomo še tudi kasneje mogoče o tem, ampak gremo na hvaležnost. No, to je bila najna prva hčerka, za njo je prišel sin, prva in edina, in sicer, ko se je rodila, je v bistvu imela hudo bolezen, refluks na ledvicih in so rekli, če bi bila fantak, bi umrla. En mesec je bila v bolnici, ko se je rodila. Se pravi, kaj hočem s tem povedati? Ves čas so preizkušnja v življenju. Če mi sanjamo, da bomo kar ne vem, nekaj dosegli, kar tako mal, dobro, mogoče ima kdo že to zlato žlico. Ne? Ok, se pravi, tukaj je fotka z mojo ženo, s hčerkico, nekaj je bila huda tlele, ne? Potem, tako sem rekel, tle je že Alex tudi, pač normalno, dano mi je bilo v življenju, z veliko truda, z veliko marsikaj, ne? Potem take trenutke, ko še dinoti v Sloveniji niso bili popularni, ki še noben ni vedel, to je fotka iz Universal Studios Amerike. Ok, pogledam še timing, super sva. Ok, tako da to so vse stvari, za katere sem hvaležen. In Dejan, hvala ti za vse ta vprašanja, pa hvala ti, ker te imam toliko rad, da si zbudil to v meni, da se toliko potrudim, ker ko sem to vse skupaj delal, včeraj, kot sem rekel, do pozno noč, sem čutil tako hvaležnost. Si rekel, wow, kva mi je bilo v življenju vse dano. Kakšna milost. Kakšna milost. Jaz sem pa ta zadnji, lahko, ne bo še taka preizkušnja, karkoli jamra. Ok. Tukaj, ko smo bili pri hvaležnosti, zelo hvaležen sem za tega človeka, a ga mogoče kdo pozna. Zaznamoval je čas in prostor na tem svetu. Isaac Talgert. Hard Rock Cafe. Ustanovitelj verige, ne? Ustanovitelj verige Hard Rock Cafe in človek, ki je v Indiji, v Puta Partiju podaril ves denar od teh verige, 108 milijonov,
da so se naredile, ko me mrazi, da so se naredile 2 največje bolnice brezplačne na svetu za najtežje operacije srca in tako naprej. In ko sem jaz tega človeka spoznal, pogledajte njegove oke, kakšne oke Sokoljev ima. To, kar se spomnim na njega, toliko sem hvaležen. Nisem nobenih drugih dal, njega sem pa dal. In ko se s takim človekom pogovarjaš, ko ti on razlaga stvari, je to druga dimenzija. Hvaležen za vse take nastope. Ok, smo spet. Gratitude deeply. Zopet, ena dolga zgodba, ki jo bom čim skrajšal. V tem Mercedesu je bila moja žena, tik pred porodom Aleksa, pa hčerka na zadnjih sedežih. Čakali so za vrsto, da bosta prišla k meni v fitness za na Bled, je bila takrat še včasih ista vrsta na Betinu, in naenkrat je en preletel z veliko brzino in se zaletel od zadaj v avto in v bistvu je radio iztrgal ven in ga vrgal hčeri na roče, ker žena ni bila privezana in Aleks takrat, malo težko govorim, ampak sem to hvaležen, je rešil življenje kot naravni airbag. Ker drugače vprašanje, kaj bi bilo. Ne? Sicer je imela hude poškodbe in predstavljajte si, ko pride policaj pa pove, nesreča je bila, vsi so v bolnici, kako je bilo, ne vemo več, šibaš v bolnico. Ne? Ok, preizkušnje, zato never give up, kot sem že prej rekel. Ampak, še enkrat, spet preizkušnje so vodile. Mi smo res tako vodeni, jaz tako pravim, da imam pomoč z višjih nivojev. Tudi astrološko mi žena rekla, preden pride do najhujšega, imaš vedno zaščito. In se ni zgodilo. Ok, poglejte tole fotko. Na tej fotki je Nikola, moja žena pa jaz. Mojčka je že takrat, če bi imel čas, bi zelo rad povedal, ta zgodba je saj 15 minut dolga, ampak res nimamo, smo profesionalci. Mojčka je takrat si izrazila, ker je dobila strah pred avtomobili, je v bistvu začutila, da rabim velik avto, ameriški avto, moram, 2 minute bom na hiter. Predtem je bil pa nesreča z Godino. Ste slišali za enega najboljših nevrokirurgov na svetu? Godina. In jaz sem v bistvu takrat iskal kirurga, da meni živc operiral. In so rekli, umrl je. In sicer ga je žena šla 126 PM Peglezna ga je šla iskat, ker je imela tak slab avto in v bistvu, prosim? Zagreb, ja, v Zagreb, tako je. Je šla iskat in jaz sem upal, da me bo on operiral, da nam imamo več hromo nogo. In v bistvu tisti prometni sreči sta oba umrla. In kaj se je takrat zgodilo? Zgodilo se je sledeče. Moja žena je takrat Juguta vozila. Jaz sem pa vozil v Mercedes, ki ste ga videli. Se je čak malo, kaj s tabo narobe? Pa familija ti je najbolj pomembna v tvojem življenju. In sem 14 dni predtem kupil Mercedesa. Ker Mercedes ima pa tako kletko, da te zaščiti. Hočem samo povedati, kako je res, kot je Metka rekla, nekaj nad nami, nekaj več obstaja. In v to nekaj več mi moramo zaupati. In tega se učimo v tem življenju. Da smo mi, kot je Dan rekel, brezmejna zavest na kratkem postanku na planetu Zemlja. Na zemlji bogini Gaji Sofiji. In tisti, ki pravimo, mi bomo zemljo zdravili. Ne rabimo mi boginje zdraviti. Veste, kakšna zavest je to? Mi rabimo sebe pozdraviti. Mi se rabimo povezati. Zdaj, skozi ene dogodke je prišlo do tega, da bo tudi moja žena razložila, kaj nas čaka od 2024, ker se je utepala. Tudi danes bi mogla biti gost in rekla, da nimam dobrih novic. Ampak zdaj pa najdela rešitev, kaj narediti, da bodo dobre. In bo to povedala. Ok, se pravi, ker se je to zgodilo, sem potem v bistvu iskal ameriški avto, ker je žena rekla, da bi želela ameriški avto. In sem takrat v Salomona pogledal in ga prodaja v Trebnem en gospod. In jaz se zapeljem tja, svojega mehankarja vzamem sabo in zagledam človeka, ki prodaja avto in mu rečem, midva se pa že zelo dolgo poznava. To so bile moje prve besede neznancu. In to je bil Nikola Grubiša. In če ne bi bilo te nesreče, nobenih teh knjig ne bi bilo, ker Nik je toliko briljanten, če ne bi bilo njega, jaz nimam šans, da bi sam naredil take knjige. Nimam šans. A vidite, kako je vse povezan. In to prosim, če te karkoli odnesel, mi se na ta način skozi vse te stvari učimo kaj? Zaupanje v življenje, kar veliko rečeš. Ja, zaupanje v življenje. Ok, gremo dalje. Tako da evo, in Mojčka pa je dobila tega Pontjaka, sicer se pa je kvaril, ampak to je druga zgodba.
In močka, ki je imela velike probleme s hrbtenico, že takrat sva spoznala Steven Turofa, smo šli v Anglijo. Se pravi, Turofa poznam jaz že, se pravi, Aleks, koliko si star? 29, se pravi, ja, 29 let poznam že Turofa, ne? Ki v Slovenijo je pa prišel na 15 let nazaj. Ne? Okay. Tukaj še ena nova, take inspired action. Zakaj inspired? Mislim, da si mi tudi na to temo na vprašanje postavil. Kar nadaljuj. Okay. Si toliko flow, da... Jaz sem glede na vprašanje pripravil, a veš, pa slika pravijo pove več kot 1000 besed. V glavnem Boris dokazuje, no, da to, kar uči, tudi živi in v praksi vidite, ne, iz njegovega življenja, da je to manifestacija. Tako da, super. Imamo še nekaj minut, tako da ura teče. Imamo. No, in potem sva z Nikom izdala prvo knjigo iz Dnevnika milijonarja ali Bogatstvo nas 97 leta. In takrat sem prav žalosten, moram reči, sem prej razmišljal, da ni Mance med nami. Manca Košir je taka džekica. Ona je takrat imela oddaje moški ženske, če se kdo spomne. Prva je dala izjavo, ne, tudi za knjigo. Ona je takrat, ki je dobila to knjigo v roke, je rekla, wow, to je pa za Slovenijo, wow, to je za svet, wow. In dala izjavo za to knjigo, ko so se vsi utepali. Takrat so verjeli, koliko še danes, da če imaš veliko denarja, si pokvarjen, če si pa duhoven, ga pa pač nimaš, si pa reven. In midva s to knjigo sva dokazala, da to temu ni tako. In ker je bil največji šok, to knjigo je podpisal sam Sai Baba, Avatar, utelešene božanske zavesti. In veste, kakšne probleme so duhovni ljudje takrat imeli? Jaz danes lahko rečem temu duhovni New Ageri, ne? V bistvu to še delače duhovnosti, ne? Ampak je pa pot, nič ne sodimo, ne? Ok, in potem, ko je knjiga išla, sva dobila tudi intervju za sobotno prilogo in je Marjetka Novak takrat rekla, koliko ste knjig do zdaj prodali? Sem rekel 500. Prav, koliko pa mislite, da jih boste? Prav, sem rekel, je to svetovna uspešnica? Prav, ja, kdor visoko leta, naenkrat oba z Nikom, ne vem, odkje nam je prišlo, kdor visoko leta, lahko tam tudi ostane. In on... Hvala. Indijski pregovor pa je, kdor visoko leta daleč vidi, ne? Ok. No, in potem se je zgodilo inspired action. V kakšnem smislu? Zakaj inspired? Ja, to si postavil vprašanje, ja. Ker ti moje življenje dosti dobro poznaš, ne? Zakaj inspired? Navdihnjeno. Midva se z Nikom trudila. Tista moja izjava, pač bo svetovna uspešnica, nikamor se ni premaknila. Potem prevodi, to so bile nočne more. Vsak prevajalec iz slovenščine in angleščine je praktično hotel novo hišo za ta prevod. Pa še so avtorji hotel postati. Tako da tle sva imela res velike probleme. Potem je pa prišel nekdo, en Rok Hrastnik, drugače sedaj solastnik Senzilaba, mednarodnega podjetja. In je bil toliko navdihnjen nad mojim učenjem in rekel, ki v praksi sem ga navdihnil, pa sva se veliko slišala, sem mu kaj povedal, ne moram reči, da bi bil mentor, čeprav ja, na način ja. No, in je pisal direktno, ni imel nobene ovire, 20 let star, pisal dr. Joe Vitalijo. Človeku, ki ga vsi verjetno poznate, ne? In dr. Joe Vitali, ki je prebral knjigo, je bil navdušen in še več. On, se pravi, slavni The Secret Guy, je prosil za avtorske pravice za cel svet, da jih dobi. In je on postal založnik dveh mečkanih Slovenčkov. In on je v predgovoru napisal, Sloveniji mi pisal, sicer ne vem, kje je Slovenija, pa kaj je, ampak. Tako da, inspired. Zakaj inspired? Zato, ker sem navdihnil temu fantu, ki sem videl velik potencial in danes ga je dokazal, sem mu dal na razpolago sebe celega. In on je nekje v hvaležnost, ker ni bilo te monetarne izmenjave, iz hvaležnosti to naredil. In seveda postal tudi partner, ne? Tako da tle pa ni bilo, da ne bi spoštovali. Ok. Tukaj so potem mali izjave, tukaj tudi Sai Babin podpis, tako da gremo malo bolj na hiter. No, potem se je pa še nekaj zgodilo. Ko so me sprašvali, jaz sem pa tudi vizijo, imam pa že skozi in sem pa nekako ves čas verjel, da v bistvu v življenju se da res vse narediti in sem že videl takrat in pisal v člankih, da bomo mi nekoč se preko televizije pogovarjali. To je bilo tam, da pišeš to 90 plus leta, je bila znanstvena fantastika. Tudi, ko sem na Geja College, ko sem bil en prvih predavateljev, ko sem o tem govoril, so rekli, ja, čak malo. Ne. Ampak, ok. Ampak kaj se je zgodilo potem?
da je spet bil en Slovenček takole, da je predaval na svetovni leadership konferenci z najbolj slavnimi takrat na svetu, kot so afriški predsednik Mandela, Richard Branson, Bill Gates, ta ime danes v bistvu se kdo kar zdrznega rečem, ne? Ampak to je bilo takrat, ne? In dr. Stephen Covey in tako naprej. Okay. Prihajamo počasi k koncu, tudi časovno viden se nam izteka. Surrender to the flow of life. No, zdaj smo pa Nova preizkušnja, ne, je prišla. Ja, tako je. Kaj si že vprašal na to temo? Ker jaz sem pa izložil vse v PowerPoint. Torej, zdaj imamo diagnoze na vrsti, ne, tvoje. Yep. Se pravi, to je bilo leto 2003, prva diagnoza, ko je vse slava na svetovni leadership konferenci predaval vse znanje, prva diagnoza 2003, karcinom, rak. Kaj to zdaj pomeni, jaz rak? Jaz sem imel pa mindset, zato je zdaj toliko pomemben ta brain heart coherence, ne? Jaz sem imel pa mindset, da nikoli nam zbolel. Se spomnite, za staro sem že vlagal vase. Ok. Pa ego udar, ne, na šparjatu, ne, ki ni nič slabega. Imamo konstruktiven in destruktivni del, se pravi ego, konstruktiven, ko zmagamo vsi, destruktivni, ko zmagam jaz, vi izgubite, ali obratno. In v bistvu sem rekel, ok, super, vse mi je rad v življenju iz nikjer, zdaj pa še ljudi učil, kako pozdraviti raka. Bom jaz najdel, bom raziskal, se sem raziskoval, če kolega imam, nikava že mi da to najdla. Super. Čez 3 mesece nova diagnoza, maligni melanom. In moj kolega, dr. Fabijan, prav, Boris, to še mogo pa resno vzeti. Ker jaz sem imel pacijenta, ki je brez karcinoma v 6 mesecih umrl za maligni melanom. In potem se je začel raziskovanje. Pač imel sem denar, šel po celemu svetu, šla z Nikan, z Mokšo ali kakorkoli, ni bilo rešitve. Staroogrska konjušenca, odstranitev bezgavk. Tudi Steven Turov sem šel prav, a bolj mak njemu za par dni, nikaj šel z mano, ni pomagal. Očitno sem mogel po tej poti jeti. Okay. In v bistvu ena najtežjih operacij v življenju, čeprav sem je kar nekaj imel, tudi ko sem imel nesrečo, recimo živc operacija je trajala 6 ur, doktor Dolenc je izvedel takrat. Ok. In potem 3 leta se pravi je bilo, od 2, 3 do 6, potem operacija, kaj se je potem zgodil? Kolaps doma. Po noč me mojčka stiska, ker je že kazal, da nam preživel, ko sem prišel z bolnice. Opa. No in potem mi je postal jasen. Kaj si mi še za vprašanje poslal tam? Mi je postal jasen, da Kje v kontekstu vidiš tle zaupanje v življenje, ne? Okay. Kje vidiš to? Bravo. No, to je bilo pa tisto, super, hvala. Ja, v bistvu je bilo vedno slabše je bilo in mi je bilo jasen, da zdaj pa odhajam. In potem sem pol leta še umiral, res sem bil med življenjem in smrtjo. In potem sem se spomnil, spomnil sem se, kako smo v Indiji že 97 leta 108krat ponavljali Gayatri mantro. Kako smo po 6-7 ur meditirali, ker v tistem poslovnem lifeu, življenju, ne, Metka bi to zdaj znala fino znanstveno prikazati, kva sem vse narobe počel, čeprav ni bilo narobe, ne, je vse tako moglo biti, kot je bilo, ne. Tako je tudi gospod rekel, ja, 40 let prepozno sem zvedel, ne, točno tako je Metka rekla, v pravem času ste zvedeli, točno tako. In tudi sam sem, ko sem to spoznal, sem rekel tudi svojim otrokom, ne, Aleks je v prvi vrsti, sem rekel, vem, da sem kot starš, veliko se upravičujem žargonu, veliko zajebal, kar se vajenega otroštva tiče, ampak sreč obstaja epigenetika, neuroznanost, da lahko v bistvu s tem, ko jaz rastem, vplivam na tebe in da bo šlo naprej. Ja, ni bo bilo Aleksu lahko, ampak danes sem pa izjemno ponosen na njega, ne. Vse vem, da mu na pašek je skromen tudi. Videl z Metko bi mogla bližje sedeti. Okay. Da je ta se le spoznata, ne? Ok, zdaj pa tvoje odgovor na vprašanje, se pravi 108, kad sem začel ponavljati in kaj se je zgodilo takrat? Spet znanstveno, to zdaj vem, prej nisem vedel. Starodavna znanja so pa že vedela, da tisti moment, ko sem jaz v bistvu umirjal ne, ker prej sem bil high beta, ne, v visokem beta stanju, ne, in potem srce pa deluje manežno amplitudo. Ne? In ko sem jaz temu high beta, ne, sem bil prestrašen, ne, zato sem dal stres meter tam, ne, nisem mogel priti v koherenco s srcem. In to, kar je zdaj dokazan, da ko sem jaz začel meditirati in ko sem začel umirjati možgane, zdaj zelo pomemben, zadnji sledki raziskave, se začne umirjati tudi naše srce. In takrat lahko intuicija začne delovati
In jaz sem v bistvu takrat kar naenkrat z vseh koncev, Mokša je kupila eno knjigo, sem najdel ključ. Mokša je, ja, še prej to, ne, ki si me tudi vprašal, včeraj že. In sicer, kar se tiče, kako sem prišel do vseh teh nivojev, ampak mislim, da res nimamo časa gledati. 10 minut imaš še. Ja. Ok, se pravi, najdel sem ključ in s to meditacijo in potem je Mokša, moja žena, je kupila od Hollingsworthove knjigo. In ta velika strokovnjakinja, če ste brali Hollingsworthovo, je v bistvu šla na Gersonovo kliniko in rekla, to je edina prava, pa ona kot ekspert, edina prava klinika, v katero sem res videla, da to delajo, kar je treba. Ok? Potem še nekaj vprašam, sem rekel, Gersonova terapija mi za vse posod prihaja. Prav, ni problema, imam jaz knjigo. In recimo vsem bom odgovoril na vprašanje, ko sem iskal rešitve za ozdravitev raka, na splet sem šel, so vsi pozdravili raka v 5 sekundah. Pa imeli za pojačanje imunskega sistema 1000%, 10 000, skratka sem se počutil največjega idiota, sem sploh dobil raka. Ker očitno sem eden redkih, ne. In takrat sem se vprašal na internetu, komu verjeti? In to je bilo napačno vprašanje. In potem sem ugotovil pravo vprašanje, v kaj jaz verjamem. Verjamem meditacijo. Verjamem, da sem brezmejna zavest na kratkem postanku na planeta Zemlja. Verjamem v povezanost ljudi. Verjamem, da smo mi ena energija v različnih telesih. Zdaj me močno mrazi. Vse me skozi v glavnem. Sem kan strelovod sem tlele. No, boš mogoče imeti kaj povedati, kaj to pomeni. Strelovod znanstveno. Ok, in potem je ta knjiga. Kaj verjamem? Verjamem v klasično medicino. Verjamem v klasično medicino, ki jo je nadgradila alternativna medicina, se pravi, verjamem v holistično medicino, to, kar daje nje, holističen zdravnik. V to verjamem in potem se pojavi. In verjamem, da imajo res dokaze tudi, ne samo, da se nekdo zmizel, jaz sem pa malo meditiral, veš, jaz sem pa rešitev za tebe. Jaz te lahko pozdravim, jaz te to, pa mi pa še ceno povedal, to je druga zgodba, ki jo pa res ne bom, ga pa najreš premlatu, ne. Ja, cena je bila $100,000 na dan takrat. Pa še svečenica bi mogla priti v našo hišo, ker je bila moja žena v bistvu kriva, sem jaz bolel. Halo, mislim. Tako da je dobro odneseno. Ok, 60 let, proven success, se pravi dokazano, potem zdravnik, dr. Gerson, Albert Schweitzer, Nobelov nagrajenec, je rekel, da je en izmed največjih genijev v zgodovini medicine, pa on je bil zdravnik, ne, ki je misionarsko deloval v Afriki. Ok, skratka, rešitve so se začele pojavljati na vseh koncih, tako da dajem hvala, surrender to flow of life, predaja, zaupanje življenja. Zdaj pa sem govoril na začetku, je intention in namera, srce je pa kaj? Surrender, predaja. Se pravi, predaja, boljša beseda je, zato sem angleško uporabil, je zaupanje v življenje. Zaupam in ko sem umiral, sem kaj zaupam, veliko mi je bilo dano, če to bilo to, je pa kaj še hočeš, halo, kaj s tabo, ne? In tako počas se je lupal tisto, kar jaz nisem in tisto, da sem pač poznal. A poznate to zgodbo, mislim, da je od Michelangela, ki je in steber gledal, pa je rekel, ta steber bo moje največje delo. Ampak on je samo odstranil to, kar v tiste skulpture, ker to ni bilo, ne? Ok. No, tlele je pa Alex, takrat že, se pravi, Alex je bil 9 let star, sem je dobil prvo diagnozo, Aneta 13, in tle je začel sokce delati z Norvokarjem, to je dr. Norman Vokarja naprava, tle je moja taša prišla pomagati, Mokša, tako da, no in potem sem spoznal spet, to sem pa mogel dati, Charlotte Gerson, že par let ni med nami, v cirka 26 letu starosti nas je zapustila, bila mi je ko mama, ki sem bil bolan. Jaz sem imel že dolžnost, da se pozdravim, ker nekdo se toliko trudil okoli mene, ker me je toliko rad imel. No, tako da to je na kliniki v Mehiki, tle je še njen sin Howard in potem smo 97 leta še posneli dokumentarc, za katerega sem prosil, da mojega imena ne navedejo, ker takrat v Sloveniji za holistično medicino pa niso bili časi. Ker ko smo mi naredili slovensko Gersonovo spletno stran, kaj se je zgodilo, shekali so nam z Rusije. Zdravniki so pisali, kaj? Dobro, to je že da en govor, tako da ne bom šel. Ok. Zakaj si to točko poimenoval zaupanje oziroma nine is divine, obrat vase? Kaj to pomeni? Ja, prvo verjetno spet mi končujemo na številke 9. Zakaj je 9? Indijska starodavna znanja pravijo, da 9 je božansko število, kar pomeni božansko število, ker če ti vse, kar deliš z 9
je zmnožena vsota vedno 9. Se pravi, 2x9 je 18, 3x9 je 27, 4x9 je 26, 5x9 je 45 in tako naprej. Si lahko greste sami naprej. Ne? Obrat vase, ko se začneš zavedati, ta prva razvojna stopnja je bila, ko smo bili žrtev kot familije. Posmehvali so se. Prinkve ne je bil posmehovan, ker je pač moj oče imel določene prijeme. In v bistvu potem hočeš dokazati, da si vreden ljubezni. Vsi ti uspehi, vse to, kar je, to je poje 4. stopnja, je v bistvu obrat vase. Ko ti se začneš zavedati, da vsi ti dosežki, nazivi in vse to ni pomemben. Da v bistvu, zakaj hočeš imeti televizijo s 300 kanali, zakaj avto, ker je 300 na uro, zakaj ne vem karkoli, zaradi občutka. In če ti zasežeš ta obrat vase, da ti lahko znotraj sebe to najdeš in to je meditacija, to doživljanje, potem si zmagal. In potem si začneš postavljati tako vprašanje, to je bilo v knjigi leta 2000, je bilo ena izmed knjig, zakaj Bog, to je avtorsko drugače, enkrat mi je enostavno samo prišel kanal, zakaj Bog dopusti toliko vojn, lakote in siromaštva? Zakaj ga pa ne vprašaš? Jaz bi ga že vprašal, če se ne bi bal, da bo Bog isto vprašal mene. To mi je enkrat samo meditacija prišlo. In je moj kolega tako lepo skiciral. Ok. Se pravi, mi smo brezmejna zavest na kratkem postanku Zemlja. Zdaj pa, kar je najbolj pomemben za konec. En citat, resisting change means resisting personal growth. Se pravi, upiranje spremembi pomeni upiranje osebni rasti. Zelo pomemben, vsaka velika sprememba se zgodi izven cone udobja. Zato mi je enkrat prišel citat, čisto od nek, naj vaše neudobje postane vaše novo udobje. Ok? Hvala. Tukaj imate aktivno srce na kvadratče, brezpogojna ura mesečno za sočloveka, živali in naravo. Zelo pomembno sporočilo, o katerem še 2 stavka rekel kasneje. Zdaj pa povzetek. Se pravi, vizija prihodnosti, se pravi možgan intention, smo lepo povedali, kako in tudi elektromagnetno, kako to gre, kako, ok. Potem action, se pravi afirmacije v praksi. Spomnite se moje vaje, ki sem jo delal. Nisem prišel pred hladilnik, pa grunto, bi ga odprl ali ga ne bi odprl, da bom shujšal, ampak sem avtomatsko rekel, hladilnik, gremo s klece, gremo, recimo, sej nisem imel probleme s težo, ne. Ok, tretje, imejte velike sanje. Vsakogar, ki vam bo, resno v razmislek, vsakogar bo tlačil vaše sanje, vprašajte se, če vas je vreden. Hvala, Metka, če ti roko dvigneš, pa sploh. Torej, passion, strast, je za vse te velike stvari, ki se naredijo, je potrebna strast. Tisto, kar res pozabiš, brigate denar, brigate čas, brigate karkoli, ok, vse je po račun, mogoče si premalo s familijo ali karkoli, sem pa zato zdaj z vnučkem toliko več, če sem bil z otroci premalo, ne. Tako da takrat, ko ga ima midva na čuvanje parkrat na teden, od 2 naprej telefona ni več. Ga ni česa drugega, ni razen vnučka, ne. Ok. Hvala. Nikoli ne odnehajte. To vam bodo vsi, to Dalai Lama govori, to je Winston Churchill govoril, never, never, never give up. To vsi govorijo in se strinjam z njimi. Ne odnehaj, nikoli ne odnehaj. Okay? Potem ta hvaležnost, spomnite se, 15-dnevno hvaležnost, uzdravite karkoli, rešite finančne težave, karkoli, znanstveno dokazano. Okay? Take inspired action, inspired. Naj vaše življenje ima en višji namen. Se pravi, če se spomnite, zakaj ne vprašaš Boga, jaz bi ga vprašal, ampak se bojim, da bo on vprašal mene. Tukaj je ena zgodbica od Charles Péguya, francoskega pesnika, ki je tudi rekel, če boste pred nebeška vrata prišli sami, se vam utegne zgoditi, da vam bo Bog postavil zelo neprijetno vprašanje. Kje so pa tvoji bratje in sestre? Okay? Surrender. To je pa tisto, ko sem jaz bolel, marsikdo izmed vas ve, da sem 2 leti nazaj, dobre 2 leti nazaj,
od 17. novembra 2 leti, da sem imel samo še par ur življenja. Nekateri veste. Se pravi, danes veljam za čudež, da sem sploh tukaj in da sem fajn športni form in vse. In takrat sem pa doživel še nadgradnjo tega surrender to the flow of life, se pravi zaupanje v življenje, ko sva z mojčko mojo, ker sem je že kazal, da bom odšel, ne? In ker ona pozna vse ta druge nivoje znanj, ne? Sva že delali ta proces, da grem z te matrike ven, ne? Ker se je kot dosti te matrike, ker tukaj smo ujeti, ne? Ampak, dobro, to je daljša zgodba, bomo kdaj drugič, če bomo. No, in v bistvu sem se predal, sem rekel, ok, če je prišel čas, da grem, ok, prav, lej, hvala, fantastično je bilo, vnučka sem dobil. Le, še to sem pozabil povedati, mojo motivacijo. Spada, ko sem rekel, da je bil Alex 9 let star, takrat, ko sem dobil diagnozo, sem imel močno motivacijo in meditacijo. Želim si zdrav dočakati svoje otroke, da odrastejo. No, zdaj pa želim že svojega vnučka dočakati, ko odraste. Pa sem pa naprej zmišljeval, ne? Okay. Torej, obrat vase in spoznanje, kdo jaz v resnici sem, brezmejna zavest na kratkem postanku na planetu Zemlja. Za zaključek še ena stvar. Aktivno srce na kvadrat, to imate na naši spletni strani, borisvene.si. Kaj to pomeni? To pomeni, da naredite brezpogojno 1 uro mesečno za sočloveki, živali in naravo. Preberite si, tam je nekaj strani napisan na osnovi starodavnih znanj in najnovejših znanstvenih dognanj. Preberite si. Zakaj? Mi smo sanjali ob osamosvojitvi, da bomo kot druga Švica. Če bi 10.000 ljudi mesečno namenili samo 1 uro za sočloveka, živali in naravo, potem bi Švicari želeli biti Slovenci, živeti v Sloveniji. No, in da se poslovim z besedam, ki so namenjene mojemu somenjaku Borisu. Včeraj mi smo imeli v sredo smo imeli life coaching, brezplačen seveda, zdaj nam pa z Borisom kot holistični diagnostik in holistični zdravnik. In v bistvu na teh life coachingih v živo se nam prijavi tudi preko 700 ljudi. In v bistvu smo mi dobili, ker Boris dela te diagnostike brezplačno, ki je nekje cena drugače 200 €, pa 2 do 5 ur si vzame čas za enega človeka brezpogojno. In včeraj mi pošle spisek, pravi, lej, na osnovi coachinga do zdaj, je rekel, lej, jaz imam tukaj zdaj 50 krat 2 ure, imam 100 ur. Se je kompativen v mesecu podelaš to, kar je norma, ne, vizija za 10 let. Ne. Tako da bi se želel zahvaliti vam vsem v zavedanju, da ste vsi skupaj, da izkoristite Borisovo diagnostiko, zdaj ga imate tukaj, a bomo zdaj verjetno kakšen predah imeli. Ja, zdaj je 1:02, tako da malo bomo zadihali, potem bo pa Jasmina prišla. Okay. Tako da pol bo pa premor. Ja. Tako da imate enega velikega človeka tukaj, vsi ste veliki, izkoristite to, pa kar je najbolj pomemben. Objemčki so brezplačni. Objemajte se. Objemte se, ampak če začutite, ne pa na silo. Tako da, hvala za to urco, navdihujočo urco. Pa tako bom rekel, hvala za vašo ljubezen, hvala za vašo pozornost, ampak rekel bom iste besede, ki jih vedno rečem. Največ sem spet jaz dobil. Zakaj? Ker življenje tako deluje. Ko odpreš srce, doživljaš svoje lastno izkušenje srca. Zdaj me mrzi celega in to je nekaj največ, kar lahko v življenju doživiš. Hvala. Uživajte še naprej. Hvala, Boris.